Dober dan, to je NN studio. Novica dneva je zagotovo ta, da je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija Sova odkrila in nato skupaj z Nacionalnim preiskovalnim uradom priprla dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Ruska agenta sta imela državljanstvo Argentine, v Sloveniji pa sta delovala pod lažno identiteto. V poslovni stavbi za Bežigradom sta imela najeto manjšo pisarno, v kateri so jo tudi prijeli. To odpira ogromno vprašanj, za odgovore na nekatera med njimi pa je z nami zdaj varnostni strokovnjak in nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Marjan Miklavčič. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Gospod Miklavčič, kar vemo doslej je, da naj bi osumljenca delala ali za rusko vojaško obveščevalno službo GRU ali za zunanjo obveščevalno službo SVR, pri tem pa naj bi z njima po besedah naših virov sodeloval tudi slovenski državljan, ki naj ne bi bil v priporu. Delovala sta prek dveh podjetij, ki sta služili kot krinka, gre za računalniško podjetje in umetniško galerijo. Ali pri tem primeru karkoli odstopa od preteklih praks, je tukaj zelo posebnega, glede na to, kar vemo do zdaj? Ne, v tem primeru, če gledamo praktično in če gledamo tudi teoretično in če pogledate nekatere učbenike, gre pravzaprav za klasično obveščevalno delo, tako imenovane filming. Govorimo o delu s pomočjo človeških virov. Namreč obveščevalna dejavnost se v grobe seveda razdeli na dve vrsti. Na eni strani je filming delo s človeškimi viri in na drugi strani je SIGINT, torej pridobivanje podatkov s pomočjo tehničnih virov. In v tem primeru gre za klasično obveščevalno delo, kjer je bila identiteta agentov prikrita, delovali so pod neko krinko, govorimo seveda o neki dejavnosti, ki je legalizirana v slovenskem prostoru, zato so uporabljali tudi globalni splet, svojo pisarno, seveda vse skupaj pa je bilo v globalu nekako postavljeno za pridobivanje tistih obveščevalnih podatkov, ki so za naročnika pomembni. Govorimo pomembni za tujo obveščevalno službo. Ali je to GRU ali SVR. Zavedati se moramo, ko govorimo o obveščevalnem delu, pravzaprav, da so pravočasne neke dobre informacije, v današnjem res turbulentnem prostoru izredno pomembne. Sej tudi te podatki, potem, ki jih posameznik z obveščevalnim delom pridobi, recimo zelo pomembno vplivajo ali pa so pomembni sestavni del neke celote, pravzaprav nekega poročila, ki se pripravlja skozi z različnimi orodji, skozi analitično delo obveščevalne službe. Ali za to odkritje lahko rečemo, da gre za uspeh Sove? Zdaj, tako, gre za uspeh Sove, pa bom povedal, zakaj. Ne glede na to, tudi če je Sova dobila informacije ali podatke od partnerske službe, da ima, torej da v Sloveniji deluje neka obveščevalna celica, to pomeni, da je ta partnerska služba Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji zaupana. In Slovenska obveščevalno-varnostna agencija seveda je potem po vsej verjetnosti te ljudi spremljala skozi daljše časovno obdobje, in ko je ugotovila, ali so skupaj s partnerskimi službami ugotovili, da je potrebno agenturno delo ali pa obveščevalno delo te celice ali pa tega para ustaviti, so se odločili za zaključek postopka. V to so vključili Nacionalni preiskovalni urad, to pa predvsem v smislu predhodnega kazenskega postopka, tako da so seveda vsi dokazi, ki jih je tudi Sova dobila skozi obveščevalno delo, tudi pravno, formalno formaliziran tako, da potem tudi kot dokaz zdržijo na sodišču. Ampak to, da o razkritju beremo v medijih, ni prav običajno, nas danes opozarjajo poznavalci. Zakaj torej Slovenija tega odkritja ni izkoristila v svoj prid in prišla do kakšnih dodatnih informacij, ali lahko govorimo o tem, da je s to aretacijo Slovenija poslala v bistvu politično sporočilo? Ne, tako je bilo treba gledati. Definitivno Slovenija od tega
da je podatke razkrila, ima določeno korist pri partnerjih, s katerim deluje, je pa sigurno podana ocena ne samo slovenske obveščevalne agencije, pa neke obveščevalne skupnosti, s katerimi ali pa partnerskimi obveščevalnimi službami, s katerimi je Slovenija delovala, da ta podatek obelodanjo oziroma da povejo, se to pomeni pravzaprav tudi neko opozorilo tujim obveščevalnim službam, da ne nehajo s takim delom, v končni fazi pa to je tudi sestavni del današnjega hibridnega vojskovanja. Poglejte, mi pač moramo vedeti, da če gledamo ta vojaški konflikt med Ukrajino in Rusijo, je limitiran, je omejen na ozemlje Ukrajine. Ampak, ko pa govorimo o tako imenovanem hibridnem vojskovanju, Rusija, mogoče Kitajska na eni strani in na drugi strani seveda Evropska unija, Velika Britanija in Združene države Amerike, pa smo v neki hibridni vojni, kateri sestavni del je tudi intenzivna vohunska dejavnost strani Rusije. Zdaj, nekdanji šef Sove Andrej Rupnik je za N1 dejal, citiram, zapreti tujega vohuna je ultima ratio, to narediš, ko nimaš nobene druge opcije več. Konec citata. Se vi strinjate z njim in katere druge opcije je v bistvu tu Slovenija sploh še imela? Definitivno, ko nimaš nobene opcije več, zakaj? Ko si izkoristil vse operativne zmožnosti, v smislu spremljanja delovanja tega vohuna, pa te spešne celice, potem seveda nekako, na to, da je to evidentirano kaznivo dejanje, ta postopek nekako mora zaključiti. In seveda ga zaključaš s procesom pred sodiščem. Če pa imaš še vedno koristi, da spremljaš pravzaprav operativno delo tega agenta na terenu, pravzaprav kaj s tem pridobivaš? S tem pridobivaš podatke za kakšne mreže oziroma kdo sodeluje v tej mreži, ki jo ima kot tako v smislu ta agent. In pa seveda tisto, kar je tudi pomembno, kakšne podatke zbira, torej to pomeni, za kakšen je interes tuje obveščevalne službe v slovenskem prostoru. Pa ne samo tuje, lahko celo rekel tako, kakšen je interes tuje države v slovenskem prostoru. Pa lahko zdaj napovemo, kaj se bo zdaj zgodilo z obdolženima, bo ta postopek, ki bo zdaj tekel pri nas, v čemerkoli poseben? Definitivno bo poseben v temu, da je po vsej verjetnosti bo v sami obravnavi veliko podatkih, ki so označeni s prezumnosti. Že iz tega vidika bo na podlagi zakona o sodiščih in pa seveda sodnega reda ta postopek potekal po posebni proceduri. To je ena zadeva. In druga zadeva, če bo ta spoznana za kriva, pač bo ta potem seveda prestajala kazen zapora v Sloveniji. Obstaja pa recimo tudi mogoče verjetnost, da bo ta izrečena tretji državi, kjer sta mogoče tudi obveščevalno delovala. Vse nekatere informacije in podatki kažejo, da nista delovala samo na območju Slovenije, ampak tudi širše, v tretjih državah. Vsekakor pa ne bo ta izročena matični državi, to je seveda v Rusiji. Kako bi to lahko vplivalo na odnose med Slovenijo in Rusijo, ali lahko sledi tudi izgon diplomatov, ta medsebojni, nekateri že potihem omenjajo tudi to možnost? Zdaj to je tako, če gre za dokazano kaznivo dejanje. Klasično obliko vohunjenja, tudi ruska stran se mora in bi mogla zavedati, da je v Sloveniji delovala protizakonito. Če bo pa prišlo do neke recipročnosti, bo pa pač pokazal čas in je to stvar politike. Zakaj pa? Vedno pa recimo taka vohunska dejavnost delo vpliva
tudi na te mednarodne politične odnose ene in druge države. Veste, tukaj je šlo zdaj za različne oblike pridobivanja podatkov oziroma vohunjenja. Zdaj seveda vi imate tudi pripadnike obveščevalnih služb, ki delujejo v okviru diplomatsko-konzularnih predstavništev in imajo neko obliko diplomatske imunitete. Če so oni odkriti, potem seveda Ministrstvo za zunanje zadeve izda listino prestolnega grada, torej da niso začlenjeni v slovenskem prostoru in morajo Slovenijo zapustiti recimo v določenem času. Recimo v tem primeru, v našem primeru, pa oni niso bili nikakršni člani diplomatsko-konzularnega zbora v Republiki Sloveniji in seveda v tem kontekstu zapadejo pod vso kazensko odgovornost slovenske zakonodaje. Nekaj ste o tem že povedali, pa vendar, zakaj bi bila Slovenija zanimiva za ruske vohune, zaradi svoje strateške lege, zaradi svoje zgodovinske povezanosti z Rusijo, kombinacija teh dejavnikov, morda kaj tretjega? Ja, tukaj je definitivno za kombinacijo vseh dejavnikov, nekako ste tudi vi našteli, Na drugi strani pa moramo reči, da Slovenija je majhna država, ampak je zelo aktivna država, tako na političnem, gospodarskem in vojaškem področju. Torej, Slovenija je članica Zveze NATO, Slovenija je članica seveda sestavni del Evropske unije, Slovenija kandidira za predsedovanje Varnostnemu svetu OZN. Slovenija ima tudi globoki strateški interese na vzhodnem delu Balkana, kjer je tudi izredno aktivna, tako da dobi tudi večje število informacij, podatkov. Slovenski politiki obiskujejo Kosovo, Bosno, Srbijo in tako naprej, kjer se odvijajo zelo intenzivne politične aktivnosti in seveda v tem kontekstu ima Slovenija neko obliko veljave tudi v Evropski uniji. Tako da, če gledamo vse te navedbe, ki sem jih tukaj naštel, je Slovenija zanimiva iz obveščevalnega vidika in seveda tudi v tem kontekstu recimo države ali obveščevalne službe želijo priti do teh podatkov, ne tisto, kar je že de facto, kar je že dejstvo, ampak tiste podatke o razpravah, o mnenjih. Torej, to so podatki, ki se potem obdelujejo s posebnimi analističnimi orodji in pravzaprav potem zainteresirana država lahko predvidi, kam bo šla neka politika, kam se bodo peljali neki dogodki in povrat v tem je, ali lahko ona potem z neko aktivnostjo na te dogodke tudi vpliva. In to je srž tega obveščevalnega dela. Kaj pa nam pove to, da številne evropske države v zadnjih letih odkrivajo vse več ruskih vohunov, ali nam to pove to, da so države vse bolj pozorne in da so okrepile svoje aktivnosti odkrivanja, ali da so rusko obveščevalne službe okrepile svoje aktivnosti in imajo več vohunov? Ja, eno in drugo. Povejte, pravzaprav vi morate pogledati, ali pa videti, ali pa izstajati iz tega zornega kota, da je Ruska federacija z nekaterimi drugimi državami tudi pod intenzivnim sankcijami. In seveda Rusija te sankcije tako ali drugače intenzivno prizadenejo. Zato, da bi se izognila določenim sankcijam in pridobila neke sisteme ali pa, če hočete, neke materialne dobrine in pa neko tehniko za izdelavo, recimo, orožja, za popravilo, recimo, letalskih premislov in tako naprej, tudi se poslužuje intenzivno obveščevalne dejavnosti. Ker je v tem kontekstu in v tem času pravzaprav normalno. Bomo pa seveda več okoliščin, morda tudi več podrobnosti v zvezi s tem primerom izvedeli v naslednjih urah in dneh. Za danes pa, gospod Marjan Miklavčič, najlepša hvala za vaš čas in za vaše odgovore. Ja, hvala lepa in nasvidenje. Srečno, lep pozdrav. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse v povezavi s tem primerom, vse, kar vemo do sedaj, seveda sproti objavljamo na naši spletni strani n1info.si. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.